Upokojenci so prejeli julijske pokojnine, tisti s pokojnino do 622 evrov pa tudi letni dodatek v skladu z varčevalnim zakonom. Prejemnikov dodatka bo skupno približno 395 tisoč, tistih, ki do njega niso upravičeni, pa je približno 200 tisoč. Zavod bo za izplačilo dodatka letos skupno namenil okrog 90 milijonov evrov, prihranek v primerjavi s finančnim načrtom zavoda za letos pa bo približno 50 milijonov evrov. Svet stranke Pozitivna Slovenija se bo danes odločil, ali bo Borut Ambrožič, ki naj bi v svojem magisteriju prepisal večino tuje diplome, ostal njihov poslanec. Ambrožič, ki bo svetu predstavil svoja stališča, očitke o prepisovanju zanika in o odstopu ne razmišlja. V dopisu, ki ga je sestavila Feri in poslala, ne vem, če ga je poslala medijem, torej meni in pa stranki Pozitivne Slovenije sigurno, je navedeno, da računalniški program ugotavlja podobnosti, ne pa plagiatorstva, čeprav je konec koncev ves ta čas tega medijskega objavljanja bil ustvarjan ta vtis, če dovolite, bom uporabil dobesedno to izrazoslovje, da sem že vnaprej obsojen, čeprav nekdo, ki je za to poklican, v tem primeru pravna fakulteta ali pa če želite pravni strokovnjaki, niso povedali svojega strokovnega mnenja. Na Primorskem primanjkuje vode. Ker sta se že presušili strugi rek Dragonja in Rakava, je rižanski vodovod, da bi ohranil minimalno vodnatost reke Rižane, uvedel nekatere prepovedi uporabe vode. Tako je prepovedano zalivanje vrtov, zelenih površin in športnih igrišč, pranje javnih in zasebnih površin ter avtomobilov, polnjenje bazenov, prhanje na plažah. Uporabnike še pozivajo, naj z vodo ravnajo racionalno. V prvih 6 mesecih letos se je prodaja mesečnih in tedenskih vinjet v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala, prodaja letnih vinjet pa je padla. Po podatkih Darsa je bilo do začetka turistične sezone skupno prodanih 1,3 milijona tedenskih, 295 tisoč mesečnih in 790 letnih vinjet. Cestninski nadzorniki Darsa so v prvem polletju zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet izdali skupno nekaj več kot 19 tisoč plačilnih nalogov, kar je približno 2000 manj kot v enakem lanskem obdobju. Še naprej bo pretežno jasno, na Primorskem bo šibka burja večinoma ponehala. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet bolj vroče. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Staršem v stiski do šolskih potrebščin pomagajo tudi Nadškofijska Karitas in mnoga podjetja. Zaradi varčevalnega zakona je danes zadnji delovni dan za mnoge javne uslužbence. Mariborski nogometaši se bodo jutri za preboj v četrti predkrog borili z Luksemburžani. Bodite z nami ob 18.